Dober večer, lepo pozdravljeni vsi. Tudi sama sem izjemno vesela, da nocoj nekako v goste smo dobili imenitnega gosta Meti Blakšič. Hvala, ker ga je že predstavila. No, in začeli smo z glasbo, ker sem vam želela malo to vzdušje, ki sem ga zadnje dni tudi sama doma, ob francoskih šansonih, ob prevodih knjig, ki me leta in leta spremljajo, in sem rekla, imam priložnost, da našemu današnjemu gostu povem, koliko veselja in lepega mi je v življenju dal, ko sem prebirala te imenitne prevode, začenši s Preverom, seveda s to sijajno poezijo, pa potem s Cico, pa Apolinerom in potem tudi z Lorko. In danes bo seveda izhodišče najinega pogovora, knjiga, za katero smo slišali, da jo je nazadnje izdal Pesniški dnevnik Navsezadnje, ob katerem se bova pa lahko, tako kot če bi s kakšne lepe razgledne terase gledala na mesto in se pogovarjala o nekih točkah mesta, govorila o točkah tega izjemno bogatega in zanimivega življenja. Ampak najprej začnimo z Mariborom. Gospod Berger, dejali ste, nisem prvič, pa tudi zadnjič ne. Mogoče res vaša srečevanja z Mariborom kot gost, mislim, da je že kar veliko let, kar ste bili tako uradno tukaj, sicer pa mislim, da prihajate, da imate v Mariboru prijatelje in kako ste sploh vezani na to naše mesto? Dober večer še enkrat. Ja, Maribor je bil najprej v moji mladosti neka točka, ki se je kdaj omenjala, neki kraj. Moj ded je tukaj hodil na učiteljišče in je bil majstrov borec in zato se je potem sta staro mamo učila v Slovenskih goricah pri Mariji Snežni in tako naprej. Se pravi, to je bila ena pokrajina, ki se je večkrat omenjala. Mitičen kraj ta Marija Snežna. Sam je pa nisem poznal. No, letos je neko srečno naključje, ki mu je celo Facebook pomagal, storilo, da je ravno o tem mojem dedu en tukajšnji vaš zgodovinar, gospod Marjan Roš, napisal eno razpravo, ker sem mu jaz dal vse dokumente, vso ostalino, ki je pri mojem dedu ostala. To je recimo en pramen, ne, te mojega spominjanja. Tudi potem so pa živeli v Apačah, tako da tudi Apače spadajo nekako v ta rajona, ne. Majnlova hiša, moj starata je z Majnlom Karte špilov, ki je bil učitelj tam, tako da. Ja, to so te stvari, ki jih sam nisem doživel. Sicer je pa naneslo, da je tukaj živel in še živi moj stari prijatelj Andrej Vrvar, s katerim sva se spoznala na fakulteti in drugujeva od takrat naprej. In to pomeni, da kadar sem prišel v Maribor, bodi si na Borštnikovo srečanje, bodi si kako drugače, sem se pri Andreju oglasil in sva kakšno skupaj ugnala, ko je bil še knjižničar, lektor, akcesor, kaj ne da, v mariborski knjižnici, in potem, ko je bil na Obzorjih in potem, ko je bil na zadnji svoji založbi in potem zdaj, ko je v pokoju in tudi danes je bil tako prijazen, da je prišel me počakati na kolodvor. Se pravi, to je neka kontinuiteta zdaj že 50 let. Večkrat sem se pa oglasil v zvezi z Borštnikovim srečanjem, kjer sem bil nekajkrat, kar nekaj 10-krat po moje v žiriji, pa potem se nek usklajevalec in to. Pač v tistih starih časih Borštnika, ko je bilo to vsaj v naši zavesti nekaj drugega, kot se zdaj preobrača, ko je v drugem letnem času. In če sem bil v žiriji, je bilo tudi veliko časa za kakšne sprehode, za kakšne debate, za kakšne pogovore. No in prej ste me pohvalili, kakšno lepo jopco imam, ne? In dovolj toplo za ta stolp, sem rekla, in je cela zgodba. To sem jo pa prav zanalaž za nocojšnjo tole prireditev obleku, ker spletla jo je moja mati, verjetno koliko časa tega bomo zdaj videli, ker v njej sem pa prejel
zlato značko Borštnikovega srečanja leta 1988. To je lepo slišati, hkrati je pa to eno tako malo kislo hvalisanje, ker to pomeni, koliko drave je že preteklo v tem času. No, ampak tako je bilo, zato sem potem danes to jopco oblekel in ravno tako sem se takrat z vlakom pripeljal v Maribor na tisto zadnjo prireditev, no in tako, evo. To so v glavnem te. Ja, in še da povem, to pa zdaj niti ne vem, letnice, ampak doslej prvo in edino nastop, da tako rečem, ali pa pogovor v Mariborski knjižnici sem imel pa z gospo ali pa takrat še gospodično Darko Tancer-Kajnik, ki vas lepo pozdravlja, pa je zbolela danes. O jeziku mladostnih junakov. In to je bil njen prvi nastop, ki ga je vodila. In jaz sem bil tudi še rosno mlad in sva imela oba hudo tremo in se je dobro končalo, no. Midva zdaj sva malček starejša in imava tudi vsak en malček treme in upam, da se bo tudi dobro končalo. Se bo tudi. Pa še z nečim, mogoče ste povezani z Mariborom, ker smo prej omenjali nagrade. Gospod Berger je sicer rekel, naj jih ne omenjam, ampak meni so zanimive zato, ker se mi zdi, da ni v Sloveniji človeka, ki bi dobil toliko najvišjih nagrad na tako zelo različnih področjih. Seveda od Sovretove za prevajanje, pa potem iz Prešernovega sklada, potem je bila nagrada tudi Župančičeva in Šventnerjeva za založništvo in urednikovanje in seveda kronana z veliko Prešernovo nagrado 2017. No in letos smo v Mariboru še zmeraj pod vtisom, da je to nagrado dobila končno druga pesnica v zgodovini, naša Erika Vovk. In tudi vi ste z njo povezani, prav tudi gledali smo en video o njej in nastopate v tem videu, ker mislim, da vam je urednik prevoda Fausta, se pravi vaš prijatelj Andrej Brvar, takrat je bil urednik pri Obzorji, dal malo njene začetke prevoda v branje in vi ste zelo pohvalili ta prevod. Kako se spomnite malo tega Fausta? Se kaj spomnite? Ja, dejstva so bila malo drugačna. Takrat je bilo zelo popularno gledališče Tomaža Pandurja in seveda sem jaz tistega Fausta prišel gledat in sem bil pozoren tudi seveda na besedilo in na jezik. Prej gospe Erike nisem poznal, potem sem jo pa povabil, če bi ona to naredila za klasike Kondorja. To je bilo okrog 3000 verzov, se mi zdi. In je delala, jaz pač, kot da sem jo včasih poklical, pa da smo lahko kakšen honorar v obrokih dali. Druge zasluge pri tem nimam, razen da je potem oddala rokopis. Jaz sem imel to zadrego, da nemško sploh ne znam, tako da sem dal parim ljudem prebrati, kakšni so bili navdušeni, kakšen je tudi zagodrnal, da to ni dobro, ampak dobro, ti smo potem natisnili, nadaljni odzivi so bili dobri in Andrej je pa to povzel in na podlagi tega angažiral, če se prav spomnim, Andrej Eriko za celoten prevod drugega dela. Tako da tukaj sva oba, eden ena stopnica, eden druga stopnica in mislim, da sva tukaj naredila kar dobro delo. Ravno zadnjič me je poklical gospod Evgen Bavčar, ga poznate, zdaj živi večinoma v Sloveniji. To je ta slepi modrec, ki večino časa živi v Parizu. In je bral neke Erikine intervjuje stare, on reče bral, v resnici poslušam, ne. In prav, ja, je tudi tebe omenjala, da si bil pri Faustu, čestitam. Zdaj meni čestitil za to, da sem Fausta skozi prav, ampak se je tudi njemu zdelo to tako važno, da ima slovenski jezik celotnega Fausta v prevodu. Tako, zdaj pa malo k vašim prevodom in najprej k tej res zanimivi knjigi. Navsezadnje, sila zanimiv naslov, ki ga seveda tudi sicer, če ne bi šle breze pred tem, pesniški dnevnik v 40 zapisih in v resnici se lahko berejo brez postavili ste si zahtevno nalogo. Ta bi tudi lahko brali, se pravi ta naslov,
na vse zadnje. Se pravi, za en pogled v življenju, ko se v teh letih pač od nekaterih stvari jih ponovno ogledamo ali se od nekaterih poslavljamo. Tako da seveda spet se kaže ta vaša jezikovna virtuoznost in začniva s prvo, kaj bomo rekli, s prvo pesmijo. Najprej ste seveda pisali tudi spomine v prozi, Omara v kleti, no potem Vicmacher je že v verzih, ta pa v celoti. In povejte, a je ta verz tako zelo v vas odmeval, da vam je bilo ljubše pisati dnevnik verzificirano? Kako je do tega prišlo? Ja, hvala za to vprašanje. Tukaj bom moral seči mogoče malo nazaj. Prejšnja knjiga Vicmacher, pa še prej povzetki, sta bili tudi knjigi nekih zapiskov, ampak tam sem skušal jezik čim bolj osiromašiti, stran s pridevniki, oklestiti, lapidarno, recimo kot neke maksime ali aforizme, karkoli bi pač se temu rekli. In potem sem imel pred dobrima 2 letoma priložnost, da bi iz tistih 2 knjig naredil en izbor in potem še dopisal približno tretjino zraven pri istem založniku, se pravi Cankarjevi založbi. In jaz to eno poletje začnem delati, te kratke, spet da bi kaj nastalo tacga pametnega, ne kratkega, ampak pametnega. In nenadoma me jezik je nehal ubogati. Jezik je hotel povedati več. To se sliši malo misteriozno, ampak doživljam zdaj, da je bilo tako. Da ni bilo več dovolj en prosti stavek in povezan še z nečim, ampak da se je začel bohotiti, kot bi mi jezik govoril, pa pusti mi povedati malo bolj na dolgo in na široko, in tako je nekaj začelo brbotati in neka, kot bi zdaj malo pretirano rekel, neka lava se je začela kotaliti, neka magma. In sem rekel, dobro, seveda, svojo notranjost, to je treba poslušati in ubogati, ne. Ampak spet pa ne v tej obliki, da bi pa zdaj čisto vse, kar ti privre takole na pamet oziroma na jezik oziroma na prste, da bi kar vse sprejel in objavil, ampak je bilo treba dati, sem hitro se zavedel, neko formo. Se pravi, forma je pa zmeraj neka brzda jeziku, hkrati pa ni samo brzda, ker pomeni tudi neko kristalizacijo, neko ekonomizacijo in hkrati kristalizacijo jezika. In tako so se mi potem nekako oblikovale kitice, ki so kvartine, 4 verze, čeprav gre kakšen verz čez 2 vrstici. In še konci verzov se ujemajo z asonancami. A, B, B, A ali obratno, kakor pri kateri, tukaj ni striktnega pravila, to priznam. No in tako, ko je bilo zdaj jeziku dopuščeno, da blebeta, da brbota, je hkrati dobil ene vajeti, da mora biti malo obrzdan, in tako je potem to nastajalo in je imel kdaj kakšne zanimive posledice, ko je pa začela oblika, zdaj že tudi kdaj narekvati malček vsebine, ko sem jaz vedel, da me na koncu 4. vrstice čaka ta in ta asonanca, sem že v 3. verzu začel tako pisati, da bom do nje prišel s to besedo. To so potem zelo zamotanih in včasih hecni, včasih tako malo bizarni postopki, ampak tako je potem to nastalo in res je v glavnem nastajalo v 2 poletjih, nič več kot ena pesem na dan, če je bila sreča, ki je pa, da bi ene 2, 3. In prvič v življenju, da sem v glavnem vse napisal neposredno v računalnik. Prej sem imel še tukaj tudi svinčnik pa papir, da sem kakšno misel ujel ali pa kakšno besedo, ki sem vedel, da jo bom rabil napisal, ampak v glavnem je šlo vse tako, se pravi.
Se pravi, same novotarije. Ne? Se vse da, ampak zdaj bi pa bil čas, da slišimo in res ta prva, ki je tako bogata, sva se dogovorila, da bova vsak eno, da slišite o tem pisati, napisati, zapisovati. Jaz bi to Ja, začel. Prav. seveda. Ta je bila dejansko prva. Zato je tudi prva v knjigi in je nekako programska, sam ne bom vse prebral. Ne? Kolikor bom, pa mogoče tudi je zabavna. Pa vsaj del, ja. Prva stran. Pisati, napisati, zapisovati, kar je bilo pozabljeno, prezrto, zamolčano, česar se nije malo umar, saj je bilo odrinjeno, omalovaževano in bržkone prav malo važno, kolikor pač lahko ugledamo pomen dogodkov, stvari in oseb v določenem trenutku in na daljši rok, jih razvrstimo po trpežnosti pomnjenja ali po silovitosti, s kakršno se na lepem zgane spomin. Kolikor pač razberemo konstelacijo zvezd na nekdanjih obnebjih, ki smo jih zrli z avgustovskega travnika, z januarskih smučin, kjer se vibasto prepletajo leta staršev, prijateljev, ljubic, sinov in hčera in njihovih otrok. Pisati danes, sredi poletja in jutri in tja do zime in tja v pomlad, da se vtisne še par sledi nekega življenja, Bog ve zakaj in čemu, iz kakšne prevzetne gnanosti, iz kakšnega ubornega stremljenja, iz ponižnosti, napuha, obsedenosti, iz prisile praznega ekrana, zaradi groženj nepopisanega lista, koliko ljudem si vsaj potiham v zadnjih letih skribomanstvo poočital. Pisati tukaj na prostem ob sinicah, vrabcih in paru kosov, ki brez predaha krilijo in cvrkotajo okrog krmilne hiške, kamor jim natresam piče, in se potem odžejajo in prhutavo okopljajo v vodi, ki jom nataka malo stran na plotu pod grmičem, in tako dalje. Hočem reči, in je torej mogoče ta kraj poln volje, voljne, dobrotljive energije tudi zdaj, ko sedam za ekran, drgetam od vročične treme in pogumno zabeležim pisati, napisati, zapisovati. To je bil dejansko prvi, ker prvi, to sem popustil jeziku in to nekako zabeležil in dejansko je bil tudi napisan nekje na prostem in tako. Drugi pa govori ravno o tem silnem poznavanju jezika in o tej igrivosti tega jezika. Pisati, ampak drugače. Preobrniti stavek, ki se mi je pred leti zapisal, raje eliptično kot epileptično, premostiti krnitve, preupiti zamolke, si dati duška v razvejanih periodah, zajeti zrak in ne izdahniti, dokler ni konec kitice do tanke vitice, s katero se preprimeš, če tudi brez opore, se razkazovati v arhaizmih, bohotiti v pleonazmih, žonglirati z besednimi čudaštvi, z besnimi čustvi. Prožiti rakete z raznobarvnimi svetlobami, razobešati girlande in mortel, vence večnih nevenljivk, postavljati mlaje slavoloke, vihrati z bandero, praporom, zastavo, hoditi v procesiji za slasten stavek, za srčen stil, nastavljati besedam zanke, jim kopati volčje jame, se izuriti v krivolovu, se ne meniti za lovopust, postati vezilec sinonimov, čipkar perifraz, se pravi, okolišen za specialno rabo, kuhar retoričnih figur, aranžer leporečniških pogrinkov, somelje metaforičnih prekapov in kdaj pa kdaj kot kuriozum šepetalec v averbalnem gledališču. In odrešiti se je že čas tega tolikokrat zlorabljenega siromaka, ki si se mu odrekel potem, ko si ga bil dolgo izkoriščal, s katerim si vneto poplesaval po pološčenem parketu in ga visokostno odslovil, ko si se ga naveličal, vrniti kakovostnemu pridevniku vsaj nekaj nekdanjega blišča. Malo ironije je tukaj, ne, ko ste čutili, mislim, samo ironije, seveda se brez samo ironije ne gre, ne. Tole vezilec sinonimov pa tako. To je kar ratalo, Milanu Deklevi je bilo zelo všeč. Zelo. In ko sva pri Milanu Deklevi, tole pa želim zdaj, v uvodu v to knjigo, sem pravzaprav želela,
kako imenitno je napisal na platnicah tega razmišljanja, spominjanja svojega življenja. In vam je na platnici napisal tako. Kaj nas sploh žene na galejo spominov? Kdo v nas strmi na stezo, ki smo jo prehodili in nas spreminja v iskalce izgubljenega časa? Se nam skrivnostno, dvoumno nasmiha iz nenadnih osvetlitev minulosti, iz bliskov v blodnih nočeh, iz strel, sončno dnevnih zamaknjen? Kaj je bilo tako močnega, da se prebija skozi naplavine pozabe in se nas kar naprej dotika z vibanimi viticami z oprijemki preteklosti? In samo še zaključek tega. Ali, kot pravi Aleš Berger v tej očarljivi knjigi Sanjarij, zgodovina je tisto, kar sem bil, in čas je tisto, kar še bom, in vmes stojim, jaz, Janus, in gledati hočem čim več naprej. Ja, tega je že kar nekaj časa. Ja. Nekaj časa, ampak se mi zdi, da tudi za to knjigo je to tako lep uvod. Vsekakor, ja. A dovolite, zdaj, ko sva dve te prebrala programski, ne, tako rekoč bi pa jaz še tretjo, neko tako, kako bi rekel, avtopoetično, ne cele, ampak ta se mi zdi tako kar posrečena, pa malo bolj rahla, pa pri teh besedilcih je bilo še zanimivo nekaj, kar sem ugotovil, oziroma kar te potem doleti, da vidiš, kako nenavadno važna in nikakor nepoljubna je oseba. Ali pišeš v prvi osebi, ali v tretji, ali brezosebno, ali nagovarjaš nekoga, ti kot pisec nagovarjaš v bistvu samega sebe v drugi osebi. To potem čisto spremeni. In zmeri začneš tako, da kar samo veš, da mora biti to. Ker potem, če poskušaš spremeniti nazaj, zelo redko uspe. Ali pa dobi drugo barvo in drug občutek. No, zdaj bi prebral pa še tole. Še tako kratko besedilce se ne sestavi samo. Ne prikaže se izvirek stavkov kar iznenada, kot bi dobrotni škrat potrkal na skalo, da bi se razklala in bi iz nje privrel srebrni curek. Ne, v notrini zemeljski je dolg nemir. Zamolklo je magma besed že prejšnjih dni brbotala in so zven, pomen in ritem in njihova sosledja in nasprotja dolgo vzplamenevala v razbeljene mehurje. A tudi ko naposled se začne pisanje, se besede na tipkovnico ne selijo prav zlahka. Marsikatera se izbriše, spremeni in ponovno uporabi. In da ena kitica nastane, so kdaj potrebne dolge ure. In tudi se zgodi, da udarja prst povsem drugače, kot je načrtovala glava. In ta, ki je napisal, na lepem ni več avtor, ampak med stavki nepovabljen gost, samoten tujec. Krasno. Ko sem brala vaše prevode, takrat že davno, sem zmeraj razmišljala, da avtor, ki tako prevaja, seveda prevera ali pa potem cico in vaja v slogu, da mora biti tudi sam nekako nagajiv ali, kaj bi rekla, hudomušen. In se mi zdi, da vse to ste in da verjetno ni naključje, kako kakšno knjigo najdete. To me je vedno zanimalo, ne? In verjetno sta obe poti, kako je s tem prevajanjem pri vas tudi bilo. Ali ste sami predlagali, katero knjigo bi prevedli in da bi jo potem založba izdala, ali so vas zaprosili, kako je s tem iskanjem in zakaj prav te knjige. In mogoče res, kako imate v spominih, recimo, zdaj ste zaokrožili, ne, en krog s preverom, ki ste ga takrat davno že prevajali in zdaj s to polno izdajo besed, ki sem jo šla takoj kupiti, seveda. In se mi res zdi, da bi drug prevajalec ga drugače prevajal. To vsi vemo, ne, da je tako zelo bistveno, kako kdo prevede. V Mariboru imamo pranger, prevajalski pranger in smo nekajkrat bili priča različnim prevodom, kako popolnoma se spremeni besedilo. Tako da mogoče res rečeva kakšno o teh
prevajanjih, na kak način? Ja, ravno pri preveru je tako, da je prvi izbor naredil Janez Menard, kakšnih 25 let pred mano. In to se da primerjati in to so tudi že primerjali za kakšne seminarske naloge in jaz tega seveda ne morem komentirati. Je pa tako, da vsak naslednji prevajalec ima neko prednost, ker postane avtor že predmet mnogih obravnav v svojem izvirnem prostoru in ti dobiš neke komentirane izdaje, ki jih prejšnji prevajalec še ni imel in saj po tej faktografiji po eni strani in če so kakšne stilistične analize narejene, imamo tukaj tisti, ki smo za svojimi predniki prednost. Drugače je pa tako, draga gospa, pravite, mora biti človek hudomušen. Ja, morda mora biti hudomušen za Prevera pa Kenoja, ampak jaz sem delal tudi Beketa pa Lautréamont'a in tam to pa bi pa mora biti pa zelo zamorjena, ne? Nadvse zamorjen. Kaj šele, ko sem delal Razvratne muze, bi moral biti pa precej radoživ. Radoživ, tako, tudi to je. Ne, prevajalec je neke vrste potovka, neke vrste izdajalec. On zapre enega avtorja in se posveti drugmu. Malo kateri vem, da bi se posvečal točno samo enemu slogu, enemu avtorju več časa. Mislim, ali pa ves čas. Pri meni bi bolj našli, če smem komentirati svoje delo, en skupni imenovalec v tem, da je šlo povsod tudi za neke jezikovne izzive tretje stopnje. Se pravi, ne samo za tisto, kar mora vsak prevajalec znati razvozlati sintaktično in tako, ampak večina avtorjev je bila takih, ki so jezik razumeli zelo kreativno. Jezik kot sestavni, imanentni, nepogrešljivi del besedila. Umetnine. Ja, tle, če pogledava Apolinerja, že takoj razstrelil francoščino, čeprav je bil poljsko-italijanskega rodu. Z veliko takimi sem imel opravka in to je bilo nekaj, kar me je tudi vznemirjalo in vodilo naprej. Jaz nisem, hvala Bogu, nikdar bil finančno odvisen od prevajanja, drugače si ne bi mogel privoščiti recimo za Lautréamont'a kakšno celega leta ali pa za vajo slogom morda še več. Tako da ja, to bi šlo. Kar se tiče pa hudomušnosti, pa hvala, človek je rad zabaven in to, ampak ni rečen, tako kot komiki pravijo, pol ko pride z odra, bi pa znanci radi še kakšen vic od njih. Ni nujno zmeri biti tako. Ampak mislim seveda, da ko se takole ravno vrtaš po labirintih jezika in ko je jezik v mnogih primerih, tudi če govori resne stvari, je v jeziku neka igrivost. Če jezik lahko preskoči na en drug nivo, ki je, kot pravim, en ustvarjalen nivo, kjer nastane en drug lesket, tukaj je v zadnji neka igrivost. In če je igrivost, ki ni nujno lahkotna, ki ni nujno zmeri zabavna, ampak ta mojstrovina jezika, ja, se čuti. To sem hotel povedati. In moram reči... Prever pa, če ste ga omenili, je pa spet neka zgodba z zelo dolgo brado, niti ne moram reči brado. V gimnaziji smo imeli eno precej tako sodobno profesorico francoščine. Jaz sem imel sicer v tretji gimnaziji grajo pri njej, če veste, kaj je bila graja. To me je podatek, ki me je od vsega najbolj presenetil. Ja, takrat sem se bahal in se nisem hotel nekih nepravilnih glagolov učiti. Ona je pa prinesla v šolo dve tuji francoski knjigi. Eno so bili črnski pesniki, ki so pisali v francoščini, kar me tudi ni pustili čist.
nedotaknjena, drugo so bile pa Parol Preverove in smo potem malo prevajali in dajali na Stenčas. Takrat je bil Stenčas, to je bila okrajšava besed, stenski časopis. No. In od tam je celo datiral moj prvi prevod Barbare. Ja. Skratka, vidite, tudi šola je nekaj pomagala v tem smislu, pa tudi v eni orientaciji. To so ta naključja, ki jih človek za nazaj razbira. Kaj bi bilo, če bi me učil nekdo drug, nekaj drugega, kaj bi v tem primeru? Nikoli ne veš, nikoli ne moreš iti tako nazaj. Ampak prav je pa, da se kdaj spomni človek, da ni vsega si sam zmislil, ampak da so bila tudi neki kažji poti, neki ljudje, neki tisti, ki ti je eno pot pokazal, pa saj omogočil, da si stopil po njej. Ko govorite že o šoli, imate tudi in najbolj sem si zapomnila tistega dva profesorja, in sicer o profesorju likovnega pouka. To mi je bilo zelo blizu, da prej so vas zmeraj s tistimi črticami znotraj roba in jezili, tudi mene so, in potem ste dobili profesorja Frasa, ki vam je pokazal razkošno svobodo širokega zamaha, da ste lahko slikali čez. No, in zanimiva je tudi seveda profesorica... Ja, nas je pelil v Tivoli in rekel, pacajte. Je bil pa on tudi slikar. Slikar, zato seveda. In tu se mi zdi, da je tudi... On je bil takega potez, kot ima prijatelj Brvarke, da slika široko potezne, seveda. In to vam je omogočilo eno svobodo in se mi zdi, tudi v jeziku ste to delali in stopali čez. In Keno je seveda znan kot izumitelj, nek nov postopek jezika, in tam ste se verjetno zabavali, ker ste rušili neke norme, ker ste rušili. In ko sem naletela v tem, na dnevniškem, sem čakala, Bog je, in na 31. strani še zdaj vem, kot da sem srečala staro prijateljico. Evo jo, tu je noter, Cica je namenjena pesem. In se mi zdi res te igrivosti, tega, že tisti znamenit prvi stavek, tega ne bomo pozabili, kako smo se temu presmejali, ko smo brali. Utke nekdo tako smrdi, v eni besedi pisano, nekdo smrdi. In zdaj, seveda ste se odločili za ljubljanščino. In to je šlo jasno po prestolnici in to je vaš jezik. Zdaj, kdo drug bi se lahko odločil tu za kakšen drug pogovorni jezik? Najbrž je tudi ta varianta. Super. A mogoče prebereva Cico ali ni treba? To je namreč knjiga, delo, ki je lani šlo po natisu, pri Beletrini na moj predlog. Prva izdaja je pa išla davno, tudi koncu 70-ih let. Takrat smo jo brali, in je bila takrat res revolucija. Takrat je bilo nekaj, ker takrat še je bil knjižni jezik huda norma in vsak prestopek je bil opažen in z nejevoljo zavrnen. Tako da zdaj sem imel velike dileme, ali naj kaj tole popravljam ali ne. Potem sem se pa odločil, da bi bilo to popolnoma jalov posel, ker če bi popravljal, bi bilo treba na nov prevesti, na nov preveden, pa kdaj kdo drug. Sem se pa že, ko sem delal, zavedal in zdaj, ko sem ponovno bral, da je to bila ena pomanjkljivost prevoda, ki se je pa ne da preseči, pač ljubljanski bazen. Jaz sem takrat tam rastel in nekdo primorski bi bil drugačen. Me je pa potem vsem veselil, da ste recimo, če pravite vi, da ste brali, potem ljubljanščina ni bila tako nepremagljiva, ker vsem je človek poskusil nekaj splošno. Zdaj, ljubljanščina je bila kvečemu v neki izgovarjavi pa v ortografiji. V samem jeziku pa ne, v jeziku pa zmeraj poskušaš, če gre za take zadevščine, najti neke metafore, ki so občet, ki so takoj razumljive. V zvezi s tem rad povem, kdaj, ko človek nekaj prevaja težkega ali pa zahtevnega, da tako rečem, je pač noter. Tudi ko gre na pivo, je nezavedno zraven. In jaz sem ravno rabil ene 7-8 izrazov za policaja. Kifec je uno, je kiflak, je to.
In pač to sem rabil, tega še nisem razrešil in grem točno res na pivo v Ljubljani, pod Lipo, in zraven ena druščina študentov. In nenadoma eden reče, olej, gumiglavca. Takrat so policaji hodili še s pendreki za pasom. Ne? In jaz sem takoj rekel, ta je, evo, treba je tudi v gostilno, da najdeš en izraz. In vsak jo je razumel. Vsak jo je razumel, to je hkrati metafora, ne? Ni neka skrivna beseda ene druščine, kakor je dostikrat žargon. Ampak ne, gumiglavca, jasno. Pa smo rešili stvar. 7 izrazov za policaja. Ja, če mi je že to srečanje s to junakinjo bilo tako ljubo, se pravi, in kot prijateljica iz davnih let srečamo dekliček dragi, prebrisan jezikav in cicast. No, tu se mi je potrdilo, to je ona. Me je pa potem še bolj razveselilo srečanje s knjigo, ki sem jo tudi sama, strokovna knjiga, ki sem jo prebirala kar naprej. In boste vi prebrali, katera prva knjiga je bila za vas tako usodna? Ne, ni bila prva, ampak ena najbolj zaznamujočih. Tako je. So knjige, ki ne vem, kako so. In jo imam s seboj, šla sem jo iskat na svojo staro polico, ker je to še mojega očeta knjiga. Mogoče se je kdo spomni. Zdaj bomo slišali za ta naslov, s to Sibilo na naslovni strani Michelangelovo. No, katera je bila ta prva? To je moral biti v gimnaziji, ko smo imeli pač nekaj podobnega literarni teoriji, pa to je bilo... Obvezno takrat. Po moje ni bilo obvezno, to je bilo nekaj dodatnega. Ali pa dodaten, tako je, učbenik. Najbolj še mene že takrat jezik za tiste, bolj ki nas je zanimal, ker tukaj je zelo veliko primerov. Tukaj so, kaj je anafora, kaj je uno, kaj je taka kitica, kaj je to. In skozi so primeri iz zlasti slovenske literature. Ko oni dan pomislim, katera prava knjiga, ne slikanica, ne zbirka pravljic, pa tudi ne pubertetniški junaki z Nemečkom na čelu, se me je najmočneje dotaknila v že bolj odraslih, dijaških časih in bila torej na neki način določujoča, na dolgo progo in tako rekoč do danes formativna, ne oklevam. To je besedna umetnost, napisala Silva Trdina. Še? Še ta zadnjo kitico. Ko po več kot pol stoletja, ker šel sem jo pa iskat tudi jaz, ko po več kot pol stoletja po njej polistam, je vse še tam. Dokončno staro in spet čisto novo. Kdaj davno sem izvedel in najbrž pozabil na anadiplozo. In Bog ve, če kdaj bi slišal in bi me pritegnile, uročile 5 pedi Frana Gestrina, če jih ne bi v besedni umetnosti kot primer za ne vem kaj navedla Silva Trdina. Ja, to je en tak majhen omaž tej avtorici, ki je nikdar nisem poznal, vem, da je prevajala iz ruščine. In morda sebi niti ne pol dečku, pol mladeniču, ki ga je to takrat na nek način zanimalo in zato pravim, da je bila na nek način formativna. Ne? Če si popoldne to listal, se nisi bil čisto normalen. Ampak zdaj pa se mi zdi, da bi res kakšen vaš prevod prebrali. In ko sem vprašala, katerega me je presenetilo, da ni izbral francoskega avtorja, ampak španskega. In spet, ljubega Federica Garcia Lorca, seveda sem ta ciganski romansero, ki je izšel v dvojezični obliki, tudi kupila, tako da ga včasih poskušam malo razumeti. Ampak vi ste se pa španščine naučili še kar tako zraven francoščine, ravno zaradi tega, da bi lahko brali literaturo ali... Ja. Bil je čas, ko je bil zelo velik razmah, zelo priljubljenost južnoameriškega romana v Evropi. Borgesa ste tudi prevajali. Ja, pa z Garcijo Marquezom, predvsem pa s prozaisti, temi epskimi prozaisti. In mene, ki sem se le učil latinščino in študiral francoščino, je jezil, da razumem tam pol stavka, pol pa ne, pa da kakšne besede iščem v slovarju, pa jih ne najdem. Seveda jih nisem našel, ker je bila že kakšna oblika glagola, ali je bil pogojnik, ali subkontivo, ki jih imajo tako radi.
in sem se šel učiti na stara leta. Prvi poskus, takrat se je še rekel Delavska univerza, ali Večerna univerza. Prvi poskus ni uspel, ker je bilo bolj pusto. Potem je pa, naslednjič je bila pa profesorica gospa Irene Mislej, ki je bila potem dolgoletna ravnateljica Pilonove galerije v Mariboru, v Vipavdi, v Ajdovščini, in je prišla iz Argentine, ker je bila potomka naših izseljencev tam. No in tam je toliko uspel, da zdaj berem, govoriti pa še zmeraj ne znam. Kje pa, tudi to nikoli ne bom. Lorca me je pa enega večera, kot sem enkrat že povedal, zagrabil in imel sem doma eno dvojezično izdajo, špansko-srbsko, avtor srbskega prevoda je bil Kolja Mičevič in sem rekel, poskusimo. In je bil kar velik zalogaj, eno celo leto, po moje. Namreč zakaj gre? Tukaj je 18 romanc in vsaka je napisana v strogem ritmu in vsaka ima vsak drugi vers asonanco. Da ne bom preveč učen, bom povedal s primerom Torjaške Rozamunde Prešernove. Hrast stoji v Torjaškem dvoru, vrh dviguje svoje oblake, kjer Torjačan spet gostuje, Rozamundine snubače. To se pravi, asonanca je AE in ta gre do konca, če bi zdaj vedel, kako se konča. Rozamunda ide v klošter, čast ljubljanskih nun postane. Tako to ni tako enostavno, ne? Poleg tega, če je človek strog do sebe, se reče, ne morem zdaj, če je imel Garcia Lorca pri vsaki romanci drugo asonanco, ne morem jaz samo najlažje, pa je treba tudi kakšne bolj zaguljene. In potem je to nekako z nekimi mukami nastalo. Nekaj časa sem se celo junačil sam pred seboj, ko bom vse naredil, jih bom pa še drugič, pa z drugačnimi asonancami, da bo videl, kaj bo nastalo, ampak tako trapast pa nisem. Hočem reči, tako zagnan, je bilo to kar dovolj. Zdaj, če bi radi eno, vse so lepe, ampak a bi mogoče tisto, ki je najbolj znana. Verde te quiero verde. Ja. Tukaj seveda sem se moral odmakniti. No, to hočem reči, pred menoj so seveda že prevajali romansero. Ne vsega, samo posamične primere. Prvi je bil Alojz Gradnik in drugi je bil Jože Udovič. Samo oba sta prezrla formo. Udovič tudi verjetno iz svojih poetičnih razlogov, ki je bil modernist. Tako da nista delala v tem 8-zložnem in z asonanco povezanim. In sem moral pač nekatere tole vero, ki je še zmeri, je bolj znano zeleno, ki te ljubim zeleno, ali pa ki te hočem zeleno, kot je prevedel Udovič potem. Jaz sem moral pa malo drugače, pa bom tole prebral. Sej ni toliko, sej je dvojezično tukaj. Dvojezično je, tako da ni. Ker huda pesem. Vsak bo hitro slišal, katere dva samoglasnika tukaj tvorita asonanco. Ljubim te zeleno, ljubim, veje in zeleni veter, ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec. Za ograjo ona sanja, v pas se ji lovijo sence, koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Ljubim te zeleno, ljubim, pod ciganskim svetlim mesecem so stvari zazrte vanjo, nje oči so zanje slepe. Boter, če mi daste hišo, vranca svojega pripeljem. Dam vam sedlo za zrcalo, dam bodalo za odeje. Iz pristana v mestu Kabri, boter, krvaveč prišel sem. Poba, če bi jaz odločal, posel bi takoj bil sklenjen.
ampak jaz več nisem isti, hiša moja ni imetje, v svoji posteli naj čakam smrt, da častno me pobere. Pusti vsaj me za ograje, gor visoko naj povzpnem se, pusti me, da splezam za ograje te zelene. Za ograje mesečinske, kodr voda da odmeve. Nad vodnjakovim obrazom ziblje se cigansko dekle. Koža in lasje zeleni, oči hladno posrebrene. Nad gladino jo držijo meščeve ledene sveče. Noč postala je prisrčna, kako trgec starosveten. Vrata vlamljajo žandarji, trezen je od njih nobeden. Ljubim te zeleno, ljubim, veje in zelene veter. Ladja na širokem morju, na planini iskri žrebec. Stvar je bila okrajšana varianta, da ne bi predolgo morili z Lorko. Ampak prekrasno, in sem že prej rekla, da prevajanje je gotovo tudi mukotrpen posel, je garanje. Hkrati pa se mi zdi, da tudi veliko lepega prinaša. Z veliko odlične literature ste se ukvarjali, tako da je tudi to ena nagrada. Včasih, ko so me o tem spraševali, sem se domislil pa rekel, da je prevajanje tudi neke vrste darežljivost. Da ljudem, ki pač ne znajo tistega jezika, ki ga ti slučajno znaš malo bolje, kakšne nove horizonte odpreš. V mojem primeru, hvala Bogu, je bilo marsikdaj to tako. In tukaj si ne moram kaj, da ne bi spet omenil prijatelja Andreja Brvarja, ki ne samo kot urednik, ampak kot prijatelj je bil izredno zmeraj senzibilen, kadar sem mu jaz knjigo poslal prevoda ali pa potem novih reči. Je zmeraj, čeprav mu ne bilo treba odgovoril, pohvalil, razčlenil, tako si doživel en odmev, ki ga v širši javnosti marsikdaj nisi, ampak si videl, da je na neka tla to padlo. Ja. Sam je rekel malo več narave, malo narave, to je pogrešal. Ja, to pa malo, to pa seveda, saj sem ga ubogal, saj sem potem v Bučah pisal, pa še čem, ja. Ja, no, ne bi tako mistificiral, kakšno garanje je, ja, no. Si pa v dobri družbi. Če imaš dobrega avtorja, s katerim se ukvarjaš, nisi v slabi družbi. Je pa včasih tečen. Pa v dobri družbi ste tudi z ostalimi prevajalci. Velikokrat imate tam v omari v kleti kar 3 zgodbe o Arlu, veliko ste hodili v Arl, tako da ste se družili tudi z ostalimi prevajalci. Tudi to je nekaj, kar se lahko šteje kot recimo dober del tega posla. In še sem imel zelo veliko prijetnih izkušenj z mlajšimi prevajalci, ki so se oglašali, ko sem bil knjižni urednik na založbi s predlogi. Sej niso vsi uspeli, mnogi so si to čisto drugače predstavljali, pa sem jim dal kaj za poskusiti, pa jih ni bilo več nazaj, ali so pa prinesli nekaj nemogočega. Ampak mnogi, ki so danes uveljavljeni, so šli, da tako rečem, skozi mojo pisarno in se me kdaj takole pohvalno spomnijo. Jaz sem se pa tudi od njih kaj naučil. Tako da to so bila lepa doživetja pri poklicu, ki je lahko bolj pust. Ja. Seveda v poklicu pa morava povedati, da ste bili celih 30 let urednik prevodne literature na založbi Mladinska knjiga. In tudi tu je ena velika darežljivost, ker govorite na nekem mestu, da je v tem času išlo 700 do 800 naslovov. To je res ogromno. Ja, to je bila kondicija založbe, da je lahko toliko naredila, pa tudi vseh teh 700 ni bilo tistih, ki bi se jih jaz ravno želel, se smo tudi kriminalke delali pa to, ampak je bilo treba narediti dobro, da je dober jezik, da je bilo lepe črke, opremljeno in ono, ja. Dober, v 30 letih 700, to je 20 na let, to že gre, Bolj bi potem izpostavil tiste, ki so bile res neki novom, ki so nove avtorje. Recimo, se spomnite kakšne take? To bi bilo predolgo, ne? Že v prevodni literaturi je bilo ogromno.
evropskih pa ameriških piscev, ki so bili ali prvič v slovenščini, ali s kakšnimi ključnimi deli v slovenščini. Sam tukaj je pač tako, da je, ko sem odhajal v penzion, pa ko se človeku zahvaljujejo, pa sprašujejo, pa ono, pa tretje, jaz sem rekel, tako je, vzajemno smo si lahko hvaležni. Jaz, da sem delal v založbi, ki je imela nek potencial, gmotni tudi, in neko relativno širino, da so prepuščali tudi del programa, ki ni bil komercialen. In seveda založba meni, da sem to pošteno in dobro in marsikdaj inovativno delo, ker so pa bili recimo kolegi na nekdaj znameniti založbi DZS, ki so bili sigurno ravno tako sposobni kot jaz, ampak so padali v neko drugo konstelacijo in potem bolj kako bi rekel, neprijetno končali. No, tudi se vemo, tudi mariborske zgodbe, pri katerih je bil Andrej vpleten, niso bile najbolj srečne. Tako da tukaj je bilo pač v redu. Je pa res nekaj, ne? Zdaj bom malo hvalisal zvenel. Niso pa vsi, ki so bili takrat na založbi, toliko naredili. Nekateri so pač dobro pluli, da bo pa plačo dobil. Jaz sem se pa poskusil nove in nove stvari izmišljati, pa tiste albume, Kosovelov, Ikarjev sen, pa take reči, ki so bile res nekaj prebojnega, nekaj novega. Toliko, no. Ja. Zanima pa me vseeno pri tem vašem delu, a ste se kdaj bodli tudi kaj z lektorji? Kako je bilo pa z lektorji glede na to, kako izjemno obvladate jezik, kakšen virtuoz ste, a si je upal kakšen lektor kaj posegati? Ne, z lektorji imam pa samo dobre izkušnje. Imeli smo lektorico poklicno v založbi, mislim, da smo bili edina založba. Dobro, čisto v prvih letih je bila ena starejša gospa oziroma tovarišica še, ki ni razumela, da se kdaj jezik spreminja in da lahko zdaj tudi že v literaturi kakšen mal nizek izraz pride, ampak dobro, tista je šla potem v pokoj. Drugač pa ne, jaz sem rad imel in tudi vsa svoja besedila, izvirna ali pa prevodna, sem zmeraj prosil koga, da je lektoriral. Ali kaj prezreš, ali se kje... Ne, absolutno, absolutno. Ampak seveda lektor pa tudi ne sme biti zdaj takole. Mora imeti ten kontekst in potem kaj upoštevaš, kaj ne upoštevaš, ampak načeloma pa samo dobro lektor. Meni je zelo všeč v zvezi s tem, če lahko tole preberem. Nič ne prevprašujem, nobenega ne naslavljam in ne počutim se nikogaršnji deležnik za takšno nabrekljivo latovščino, za takšen langue de bois, me ljubi Bog do zdaj še ni opolnomočil, vendar vnemar me pusti v tovrstni navdih, v steklene bisere zagriznili so drugi. Ne vem, ali bom zmogel se pretovči skozi kosme rečenic pod plohami puhlop, ko vendar davno že kreni vsem drugačni smeri. Pa tudi, če kdaj še kaj napišem, se ne bom oziral na proaktivno jezikovno snažnost, ki kastrira jezik, splošča slog, besede izganja vse v imenu nekega prisilnega bontona, ki slej ko prej prečistil bo slovarje, pišoče ustrahoval, saj prepovedal bo imenovati črnca, ne samo zamorca, in pustil dihati le tistim brez duha, brez veselja do besede in posluha zanjo, pisarčkom z najbolj plitvo sapo. In naj se mi zgodi, da neki dan premišljeno ali ihtavo priobčim gloso članek pismobralca, poševnice v njih za nebinarno identiteto ne bo nobene, kaj šele podčrtaja. Ja, imenitna. Ja, ta je pač iz moje konservativne drže, tradicionalistične, ki pač ima lahko kdo drug pogled na te podčrtaje, pa dvojne identitete, pa tako naprej. Ampak jaz sem prepričan, da ta strogi purizem, ta politična korektnost, ki se preseli v jezik, jeziku samo škoduje. No? Tako kot pišem, da kastrira. S tem se jezik oži, da ne govorim o socioloških razsežnostih.
če črtamo Zamorca in vse te reči, se noben ne bo vedel v Ameriki, kaj je bilo pred 200-300 leti. To se pravi tudi brisanje zgodovine in si delanje lepšega. Ne, ker s tem Zamorcem sem imel eno izkušnjo v tistem času, ko me je doletela Prešernova nagrada, da človek pač veliko se pogovarja in ena gospa, novinarka, bistra, izobražena, mi prinese v avtorizacijo pogovor. In jaz sem razlagal, da sem med prvimi prevodi, da so bili prevodi črnske poezije pisane v francoščini. Ne? In ko dobim test, piše, da prevodi temnopolte poezije. Zdaj, da je ironija večja, so se oni tam leta po drugi vojni, 48-49, Noir, pa Negritida, to so bila prav neka gesla, da so ponosni na svojo črnost. Ampak ne glede na to, sem pol jaz gospe se mirno zmenila, sem rekel, gledajte, črnstvo je rasa, temnopolt pa jaz lahko postanem v tistem, kako se reče, solariju. Ampak to je zdaj popolnoma prevladalo, dragi moji. Če boste vi kje brali poročila, nemiri, ne vem, v enem mestu južnoameriškem, nemiri v temnopoltih naseljih. Politična korektnost tako bo pregazila jezik, ko se človek ne bo več upal ničesar reči. Se še hujše, da knjige brišejo ven, da knjige dajejo ven, v Ameriki izložiti cele knjige iz knjižnic. Ja. No, drugo je pa to, ko se malo poironiziram, ta moda novih besed, zlasti v političnem govoru, ki sicer pol zginejo čez kakšne 2 leti, nekaj časa nas pa skozi zasipajo. Nenadoma smo bili vsi deležniki nečesa. Pa ti si pa pri nas je deležnik, jaz zaseden že slovnični. Potem zdaj vsi naslavljajo. Adres. Naslovili smo ta problem. Ja, dober dan problem, če smo ga naslovili. To se mi zdi tako kratkovidno in tako papagajasto. Naša kulturna ministrica ta hip naslavlja vse vprek. Pa ni edina od ministric, ampak njo še najbolj opazno. Ta problem smo naslovili. Mi smo naslovili kakšno pismo, če smo napisali naslov. Saj res teater, da ne bova pozabila na teater, tudi teater, gledališče je bilo izjemno pomemben del vašega življenja. Dolgo ste pisali znamenite gledališke kritike in ne samo to, tudi prevajali ste, tako da ste bili pravzaprav z obeh strani, med občinstvom pa zadaj, ko so igrali vaše prevode, pa tudi avtor. Vaši zmenki so se 50-krat igrali in nekoč, pravite v tej eni pesmi, ste uzurpirali ljubljanska gledališča, ker so 3 vaše prevode igrali hkrati. To je bilo pa naključje, ja. No, kako pa je danes, pravite, da tudi tu se poslavljate od gledališča, ali vas moti sedanje gledališče, ali je preprosto bilo dovolj? Gledališče me je dal neizmerno veliko bogatih ur, ko sem sedel v dvorani, ali sem pisal pol ali ne. Ni bilo vse dobro, ampak spominjam se, da je tistega, kar je bilo dobro. Domnevam pa, da z leti se vse malo brusi in neka najbolj taka prvinsko čudenje, prvinska dojemljivost, pa to se malo obrati. Res pa je tudi, da jaz zdaj živim pretežno v Solkanu pri Novi Gorici, kjer imamo sicer eno gledališče, ne hodim pa v Ljubljano in tako v gledališča. Res pa je tudi, se tudi pisati v gledališču sem prenehal, ko je začelo prevladovati ne samo to averbalno gledališče, ampak tudi že to gledališče, kjer so zdaj igralci, poglavitni soustvarjalci in tako naprej. Meni so takrat še rekli, pa daj še piš, pa tako, pa sem si rekel, glej, ali bom vse kritiziral, kar ni simpatično,
ali bom pa laskal na nek način, če bom pisal, koliko so v redu. In poleg tega ni lepše, da ti rečejo, joj, zakaj pa ne pišeš več, kot da če čez 3 leta vprašajo, joj, a še zmeraj. To je bil takrat en tak, to je bil nek tak izrek, s katerim sem se tudi prepričal in mi ni bilo nikdar več žal, da nisem česa o gledališču napisal, ker pač je neko obdobje kritike izveni. Kritika je nek privilegij mladosti, takrat si poln, manj znaš, ampak več želiš povedati. Kdor po 50 piše kritiko, ni več čisto. Pardon, če je kdo med njimi, tukaj izjeme so zmerni. No, ampak ko me vprašate, ravno zadnjič vam moram reči, pa ne bi zdaj delal antipropaganda, ampak sem bil malo žalosten, ko sem videl program letošnjega Borštnikovega srečanja. Zakaj more biti, jaz sem bil tudi kdaj selektor ali šlajer, ampak takrat je bila želja po svojih zmožnostih izpolnjujenega predstaviti tisto, kar si mislil in prepoznal, da je res najboljše. Zdaj pa vidim pri nekaterih teh selektorjih in izbiralcih, da bi radi pa uveljavili nek kuratorski, tako kot delajo gledališke razstave. In ta letošnji selektor je tistem spisu napisal, da njega predstava ne zanima toliko, kot ga zanima kontekst. Ja. Zakaj bi pa publika morala biti obsojena na kontekst? In žal letos ne bo recimo nekih dobrih predstav iz ljubljanske drame, ki jih je tale džihadist čisto ignoriral. In bila je enkratna priložnost, da bi videli 2 imenitni izvedbi Smo leto v Antigone. Ne, iz neke, ne vem česa, dokazati nek svoj prav. Pa to ni prav. Prej sva se z Andrejem pogovarjala. Če ti nekaj pišeš, lahko delaš ne vem kakšne eksperimente, pa pa to, ker to prevzemaš nase in nikogar ne prizadevaš, če ga ravno ne briga. Tukaj pa se prizadeva eno institucijo, ker selektor je pa, ne more nihče van, se po svoje prav, nihče van v njegov izbor poseči. Tako da Bog pomagi. Tudi za bolj takih reči mi gledališče ni več tako blizu. Tudi sama sem izjemno pretresena, sem bila na premieri Antigone in smo spet bili začudeni, cela dvorana, kakšen genijalen tekst. In tudi sjajno postavljeno, je res nenavadno. V Ljubljani. Saj Goriška tudi ni slaba, ampak še bolj zanimivo bi bilo. Dobro, toliko mimo glede. Toliko o gledališču, ampak seveda morava omeniti, da gledate tudi na svoje življenje, tako od otroštva, odraščanja, veliko je teh zanimivih zgodb. Ena morda še prav posebej se mi zdi takšna malo borgesovska ponovitev, ko vas sosed Miloš reši, pravzaprav vas je rešil iz vode, podobno kot Cankarja, ki je tudi rešil kot otroka, ko se je utapljal, pol je pa on tisti, ki utone. Ja, vidite. Kasneje, čez nekaj let. To je res življenje, res take zgodbe prenese. Ja. No, ampak pravite ponekod, da je privilegij, da še stoji vaša domača hiša tam na Orlovi in se včasih sprehodite do tja. In kaj vas tako, so to lepi otroški spomini ali gre bolj za kakšne žalostno spominjanje? Malo radovednosti, pa kraj je tak, da je s kolesom, če lepo se mimo peljati. Ne, nikdar ne bi se zdaj, da bi, jaz upam saj, tudi pri prejšnjih knjigah so mi, če kaj, priznali eno distanco ali pa rahlo samoironijo. Kar se mi zdi fino, ker da bi neko samo smiljanje hodil, neko tožbe nad minljivostjo in nikdar ni bil to moj namen. Res pa je, da pride človek v leta, ko ne gleda več toliko naprej, ampak se z neko zrelostjo ozre nazaj in če ob tistem zavibrirajo neka čustva ali pa neka to, pač to napiše, ampak kvečem bi
priznal ali pa si dovolil en drobec melanholije. Ampak to take melanholije, kot je recimo zvečer nad barjem, ko sonce zahaja, ko je lepo, da ti je kar hudo. Ne? Ja, V tem ja, smislu lepote, melanholije, tako. ne pa melanholije, da bi nekaj objokval ali pa tožil za nečim, kar se ne more Ne, se vrniti. tega ni, seveda Ali pa ni za tem, česar nisi storil, pa bi bil lahko. Mogoče kaj takega človek oprav samim sabo, ne, o zamujenih priložnostih in ono in tretje, ampak zakaj bi pa s tem še morebitnega bralca utrujal? Veliko je v tekstu tudi gostilnam, krčmam posvečeno in seveda prijateljskim omizjem, kvartaškim omizjem, pa tudi temu seveda, da kar življenje prinese, da nekateri počasi odhajajo in se jih spominjate. Zdaj prav v teh dneh beremo tudi vaša prevajalska kolegica Marija Javoršek preminula. No, res so me v zadnjem času neke smrti se precej pobliže dotaknile in sem jih tudi omenjal. En od njih je bil Marko Sosič, ki ga tudi tukaj dobro poznate. Eni so bili nejavne osebe, sošolci, s katerimi smo se družili 30 in več let. Ja, to pa so seveda sestavni deli življenja in teh ljudi, če že skleneš ali pa če te nekaj navede, da boš pisal o njih, tam je pa malo drugače. No? A bi lahko prebral eno, ki sem jo za Marka Sosiča napisal? Je fina. Poznate, ne? Marko Sosič je bil Zelo, gledališki režiser, sodelovala. filmski režiser, predvsem pa pisatelj. Pisatelj, ja. Tudi tukaj je pri Andreju Balerina, izdal eno ja. lepo knjigo. Še pol leta, na poletje pred njegovo smrtjo smo sedeli v Dravski vili, Andrej pa Primož Premzelj pa Marko pa jaz, tako da smo imeli res taka lepa druženja, ne. Potem ga je pa doletelo. Tole, kar padel. Kar padel sem na lepem, si smeje se mi povedal po telefonu, kot bi se samemu sebi čuditi nenehal. Zavrtelo se mi je, pa sem padel, si pojasnil. In se ne več pobral, nikoli. Še kakšno tvoje sporočilce, enkrat malo zmedeno in drugikrat na pol šegavo. In novice, zmeraj slabše, izza zaprtih vrat bolnišnice, kjer se te ni smelo obiskati. In potem tisti dan brezprizivno potrdilo slutnje, življenje se ti je končalo. Nič več ne boš povedal, nikogar slišal, zagrnil se je zastor, tlesknila je zadnja klapa. Kakšno podobo si uzrl v tistem hipu. Si posnel poslednji neizrekljivo lepi kader. V bolnišnici do polovice popisan list, v glavi množica osnutkov, ki ne bodo ugledali ekrana. Razstavo v Revolteli boš zamudil, ne boš prebral prijateljeve nove knjige, ne boš več zavrtel si tiste skladbe. Z mano pa si, ja, še se voziva in mi kažeš, ki je delal tvoj oče na opelskem tramvaju. Še z nama tisto strašno mili par, najlepši v sodobni slovenski prozi, balerina in deček, ki objema drevesa. Spet pohajava po solinah, plavava v jezeru, si privoščiva školjke in vino v Strunjanu. Spet sva zgrešila odcep, stopila v napačen vagon, ostala brez bencina, en bolj kot drugi raztresen. 6. maja čez Tirolske hribe in še marsikam romamo za Srečkom in Karmelo. In komaj, da se spomnim kdaj, da smo neki dan brez tebe stopili na grič, potresen s tvojim pepelom. Takšno je življenje, torej v teh lepih in žalostnih, tako se to dogaja. In ko sem, če dovolite, nikoli še nisem tega naredila v nobenem pogovoru, ampak ta knjiga me je tako spomnila na eno meni zelo ljubo pesem v komadih Andreja Ilca, nizozemskega avtorja Cisa Notbooma. Se mi je zdelo, da tako povzame tole knjigo, ta pogled na življenje. On pravi, življenje,
Moral bi se ga znati spominjati kot potovanje v tujino in s prijatelji ali prijateljicami govoriti o njem ter reči, saj je bilo kar prijetno življenje, in videti drobce žensk, skrivnosti in pokrajin. Potem pa se zadovoljno nasloniti nazaj. Toda mrtvi se ne morejo nasloniti nazaj in sploh ničesar ne morejo. Mi se pa še lahko naslonimo in se spominjamo in kljub temu seveda po unamunu tragičnemu občutju življenja se mi zdi pa, da zato toliko bolj ljubimo življenje, toliko bolj ga cenimo, toliko bolj vemo, ker nam ta minljivost daje vedeti, da je vsak dan dragocen in ravno v teh tudi opisujete takšne vsakdanje zadeve, kako s kolesom pohajate, kaj zapišete ali pa ne, kako tudi kakšen dan zabijete, kot se vam zdi v prazno. Ampak vseeno sem tako razmišljala ob teh zapisih in ob tem življenju, kako izjemno bogato življenje živite, koliko ste dobili in še več, koliko ste dali in dajete. Tako da res na koncu samo še zahvala in mogoče, če bi tale zadnji, oziroma predzadnji, zadnji se spet pod brajde vrne, tako kot v prvi, morda spet takšen mal ironičen do sebe, bolj epsko si to predstavljal. Enkrat je bilo treba končati, a ne? Ja, se je. Pa res, kako ste se odločili od junija 21 do junija 23? No, to je malo aproksimativno. Ja. Začetek je morda bil že malo prej. Tisto, ko sem rekel, da me jezik ni več hotel ubogati, ne? Da sem že prej malo kaj zapisal, pa ne, potem. tisto pisati, pa to, pa še nihal, ne. Pol je moral tudi se strinjati urednik, da vse skupaj za 1 leto predstavlja in da bo knjiga čist nekaj drugega, kot je bilo napovedano. Meni se pa fajn zdelo, da bom imel možnost nekaj novega narediti. Ja, kdaj pa končati? Ja, hvala Bogu, en termin je bil zunanji. Dragi moj avtor, enkrat do poletja pa boš oddal, če želiš, da bo to išlo še to leto, a ne. Drugi bil pa tudi, da ker sem bil tako temperan, sem videl, da se počasi stvari iztekajo. Saj jaz bi lahko še mogoče še 2 meseca pisal, še 3 mesece pisal, ampak ne rečem, da bi bilo kaj. Saj tudi sem vsaj 5-7 besedil zavrgel, ki so se mi zdela preslaba. Joj, mogoče še preden preberete nekaj o tej čudoviti opremi, Ah, ker je ja. res izjemna naslovnica. Jaz sem imel to srečo, da sem opreme lahko sam predlagal, tudi tamle recimo Makuca pa Huzjana. In je tudi to za mano hodil, ta je Huzjan, ja. Ja. Kaj bi tukaj gori bilo? Sem bil lani na enem izletu v Milano in smo v galeriji Brera gledali pač tisto lepo religiozno slikarstvo, potem pa od spodaj v knjigarni gledam malo in dobim eno razgledanco, kjer je bil en portret narejen iz samih sadežev. Nekam znana. Ja. Arcimboldo, en italijanski slikar iz 16. stoletja. Ja, To je pred zanimivo. 2 dnevoma, po ponedeljku je bila ena oddaja, pozno po noči njegova. 16. stoletje, ja. In rečem, oj, to bi bilo pa fajn, ne ravno tista, no in potem doma iščem malo po Googlu in potem se je našel tale, ki ima Možak iz knjig. ki je narejen iz knjig, portret, pa nekaj tle spodaj je kot neka omelo, s katero knjige, ne, Ja. neki knjižničar. No in urednik se je tudi strinjal in to smo dali gor. In Andrej, ki sem mu poslal, je rekel, to je imenitno, a nisi tako, je tako bilo, ne. Tako da to je bilo tudi v redu, ne. Ja. Pol ta zadnjo zdajle preberemo. Ali pa Bolepsko, Malo katero se bomo odločite. pokombinirali. Prav. To je zdaj nekaj pogled nazaj, obračun, če sem prej rekel, kaj vse bom pisal, pa nekaj široko potezne, kaj vse bo, pa zdaj je treba pa priznati, bolj epsko si to predstavljal, kar priznaj, bolj da rečem epopejsko, več širokega razmaha in dolge sape, kako bo vse hrumelo, ko se bo kotalil verz za verzom,
kako bo bliskalo, ko se začnejo treti doživljaji, nagnetati spomini in se boš prebijal zmeraj nove avanture, zdaj poraženi junak in drugič zmagoviti zgubar, preudarno butast, strahopetljivo pogumen. Pa ni bilo tako. Bolj komorno se je vse skupaj odvrtelo. V rahlem čudanju, kaj vse spomin odblisne, ko stresaš kot kaleidoskop in ogledaš svetle drobce z druge perspektive, ves presenečen, kako kdaj najdete pozabljena beseda in te obišče izvenelo čustvo, in negotov, kaj je res pristno, kaj malček prirejeno in kaj docela izmišljeno in kdaj iskrenost se je umaknila pred cenzuro. Zdaj torej zadeva se končuje, umirja, prebral boš, kar v tem času si napisal enkrat, dvakrat, potegnil kakšno črto, kaj omilil in drugo bolj poudaril, se spomnil, kaj pravzaprav imel si v mislih, ko nekaj si zabeležil popolnoma drugače, namenoma napačno, in ko boš zbral pogum, ko vsega boš imel čez glavo, zadnjo piko narediti, stopil boš pod brajdo. Tako je, še zadnjo. Tako je. Zadnjo piko narediti, sem rekel. In vijugati naj neham po meandrih dolgih stihov. Jagnje, če lahko omenim, ki je čez zimo zrasel, da zastira mi pogled na snežnato planino. In vem, da tam se beli stol in nekje modri se Soča in pogled s fajtjega hriba Barbanov poišče in sem povsod, nikjer in še naprej brez konca v zanke bi lovil besede, a res je čas, da končno le utihnem. Hvala lepa. Na koncu vas povabim samo k temu, da berete tudi ostale knjige, ampak na vse zadnje je resnično mojstrovina. Žal, povabili smo Mladinsko knjigo, da bi danes prodajali tukaj, pa žal niso se odzvali. Je pa knjiga na voljo v knjigarnah, seveda, in tako da. En učenec na osnovni šoli ga je vprašal, kje ste dobili vse tiste besede? In to se mi zdi sijajno vprašanje. In zdaj, če drugih ni, ne? Kje ste dobili vse tiste besede? Res sijajno, da jih lahko dobivamo tudi mi, da jih beremo, in hvala, da ste prišli, hvala, da ste napisali vse te knjige in to. In hvala tudi vam, seveda, da je nastal takšen prijeten večer, in hvala Mariborski knjižnici, da ste organizirali. Hvala lepa. Hvala. Hvala za pozornost. Bilo